Vaša velecenjenost. Vaš ljubimec, mislim prijatelj, grof Venčeslav vam pošilja tole pismo. Kako lepo presenečenje. Le kaj mi sporoča moj dragi prijatelj? Ja, zahvaljuje se za vaše poslano pismo in opisuje svoj izlet z ladjo. Kaj? Kaj si vendar bral moje pismo? Ne, nikakor ne. Saj ne morem, saj veste, da sem nepismen in ne morem brati. Aha, v redu potem. Vam pa tudi z nevidnim črnilom sporoča, da pride naslednji teden v prestolnico in se lahko dobita na običajnem mestu. Kaj? Kakšna predrznost? Kako vendar veš vse to, če nisi bral mojega pisma? Ja, služabnica od grofa mi je povedala, potem ko je ona prebrala pismo. Pa kak si lahko že spet zapravil celo plačo gostilne? Ja, doma je ne morem, ko nimamo nič za pit. Pa beži k tisti svoji prijateljici iz pekarne. Naj ti ona da, če ti doma ni zadosti. Misliš, da bi? Čeprav, a imaš kaj denarja za posoditi? Ne morem praznih rok priti, a ne? Ja, ti si res za bitcoin. Ej, ti misliš, da je to pomembno za našo državno varnost? Ne, mislim, da ni nepomembno, nerelevantno. Ja, zakaj pa pol poslušava to? Ker je zabavno. Kaj boš pa drugega počela? Ja. Joj, tale aplikacija želi dostop do mojih fotografij, aplikacij in kontaktov. Groza, kaj se pa grejo? Kakšen grob poseg v zasebnost? Točno tako, se ljudje sploh ne zavedajo več pomembnosti osebnih informacij. V glavnem, katero fotografijo iz izleta misliš, da bi bilo najbolje, da objavim? Zakaj pa ne kar vseh? Imaš prav, pa zraven dodam še lokacije povsod, ko smo bili. Ja, pa ne pozabi označiti vseh, ki smo bili zraven. Točno tako, ni lepšega, kot s celim svetom deliti vsako sekundo svojega življenja.